Ne vem, če še lahko kaj dodam v bistvu temu opisu, razen tega, da mogoče res to je 20. prozna knjiga, da ne bomo zdaj govorili brez konteksta. No? Je pa res prva pri Gogi. Ker smo pa v Novem mestu in sva se mogoče že prej na kratko pogovorila, kaj vas veže na Novo mesto, zakaj smo danes med drugim tukaj? Ja, na Novo mesto me v resnici vežejo spomini iz, bi rekel, prvih začetkov službe, v kateri sem bil. Delati sem sicer začel na gimnaziji, ampak potem pa sem postal učitelj na kadetnici, se pravi v policijski šoli današnji, in počitnice sem moral priti sem en teden na prakso na policijsko, takrat postajo milice, splošne milice, postajo milice, in sem bil en teden v Novem mestu in sem pač upravljal delo, sam gledal sem, nisem nič delal, ne. To je itak tako. Na tedanji postaji milice živel sem v tem hotelu, takrat je bil hotel Imperial, zraven je bila avtobusna postaja in tako naprej. No, in dogodki, ko ti spoznaš, naslednje leto sem bil na Bledu, ne. In ko ti kraj spoznaš skozi oči policista, vidiš, da je pravzaprav bistveno drugačen, kot izgleda, kadar si turist ali pa če si navaden prebivalec kraja. To so čisto drugi pogledi. Tako da ampak v resnici je bilo pa zelo lepo, prijetno, ljudje so bili v redu. Policijska postaja je bila urejena in tako. Zelo. Imel sem dogodke recimo na mestnih njivah, potem tam, ko so imeli Romi, takrat smo govorili Cigani, svoje naselje. Potem je bilo v Novolesu, sem bil prvič zraven, ko so enemu človeku odvzeli prostost, recimo to so kar hude stvari, tako, ki jih doživljaš. Pol sem bil enkrat v intervenciji zaradi enih pretepov, pa zaradi domnevnega posilstva, pa to. V enem tednu, ne. V enem tednu je bilo Novo mesto čisto drugačno. Ampak zdaj, ko sem prišel, je pa vseeno zelo lepo. Zelo lepo. Moram reči, da z radostjo gledam to. Ja, ker ste tokrat verjetno pisatelj, ne policist. Ne, tista kadetnica se me je kar prijela. Tako da tudi roman je delno posledica tega, ne. Ja, v bistvu to je moje naslednje vprašanje. Torej vaše ukvarjanje s policijskim svetom, s šolskim svetom, tudi v romanih se veliko ukvarjate s totalitarnimi sistemi kot taki. Torej, vedno gre za nek odnos do avtoritete. Kaj vas pri tem tako fascinira? Zato, ker se mi zdi, da ves čas govorimo tu o odnosih moči, pozicijah moči. Ne vem, kaj vas pri tem tako... Mi imamo več vrst avtoritet, ne. Ene so te formalne, ko rečejo predsednica države in to je zdaj avtoriteta, ne. To je samo tako. Teh formalnih avtoritet jaz zelo težko to priznavam. To se mi zdi tako. Potem so dejanske avtoritete so nekje drugje skrite in tam pa upognemo koleno. Tam pa je drugače in priznavamo to in se čutimo varne, kadar to avtoriteto priznamo, ne. To je čisto drug občutek, kot te formalne avtoritete so brez veze, ne. To je zmerno pohodom, ne. Tako da to je en del. Drugi del je pa ta državna avtoriteta, ne, se pravi ta nadjaz, ta struktura, ki je v resnici nas hoče definirati, nas hoče zasužnjiti, hoče z nami narediti pač pridne, ubogljive državljane. To tudi smo, ker vemo, da lažje ljudi teroriziraš z bančnim računom kot z bajoneti, ne. Dosti lažje, ne, in to elegantno in to naredijo pogosto, ne, tako da mi smo vsi, plačujemo položnice, ne, stalno se bojimo, da bomo kaj pozabili pa to. To je oblika terorja nad nami. To, ne. Tako da to je tudi ena upor, zoper to se ne moreš upreti, ne. To se ne da, ne. Da se pa upreti učiteljem, politikom, drugim kolegom, kolegicam, to se pa, ampak to je treba, to je vedno potreba.
Torej, ukvarjati se z avtoriteto, da se jih lahko na pravi mesti upremo. Ja, avtoriteti, glejte, saj se moraš tudi v odraščanju, ne, poznamo Bildungsroman, ne. To je v resnici roman, kjer opisuje to, kako se upreti avtoriteti staršev, ne. In ta avtoriteta staršev je strašna, ne. To je, veste, očetje se uležejo na dušo otroku, ne. Matere hočejo imeti, so posesivne, stalno, ne. To je, in temu je treba se odtrgati, reči, to pa ne bo, ne, to pa ne. In iti po svoje. To je odvisnost, ki jo moramo raznesti stran s tem, ker je posesivna, ne. Pol pa se poročimo, eni dvakrat, trikrat, ne. Ne. In imamo novo avtoriteto in imamo novo posesivnost in se izkaže, da brez tega živeti ne moremo. Ne. Tako da, ne, je to, ampak je lahko pa tudi prijetna, ne. To ni samo neprijetno. Mi se počutimo v zvezi lahko varne, sprejete, pa je to čisto vse v redu, ne. Ampak čim pa pride do posesivnih oblik, ki se začnejo neke, a to si mi naredil, a to, pa tako, ne, a meni, pa to, ne, pol pa konec, ne, to pa, če tudi sem zares naredil. Ja, no, zato ker se mi zdi, da res iz teh nekih pa nevarnih avtoritet in odnosov z avtoritetami pa nastanejo tudi patologije. In se mi zdi, da druga tema, s katero se pa res ukvarja, no, predvsem tudi v tem romanu, je patološkost našega naroda. In mislim, da sem celo v enem od vaših intervjujev prebrala, da ste rekli, da smo pa mi res patološki narod. In mogoče, če se zdaj vrnemo v tistem enem tednu v Novem mestu, kjer ste očitno doživeli več, kot bi želeli, smo Slovenci res tako? Ne, jaz mislim, da je to srednjeevropski, ne, to je pač izven, mogoče je jezikovno drugačno, ampak drugače so pa to identični vzorci, ne. Srednja Evropa je pač taka, ne, polna je teh, bi rekel, friclov, jodlov pa teh, ne, ki ljudi zasnežijo, pa tako, pa na Ptuju je bil zdaj ene par let nazaj, ki je tudi katastrofalno govoril in ravnal svojo družino, ne. Ne tako, ke je zdaj streljal, ampak že prej, ki je mučil hčerko, pa ne vem, kaj vse je počel. Tako da, ja, ampak ti patološki tipi so povsod prisotni, so vsi enaki, ne, to je pač matrica, tako da z njimi se ne da drugače. Zelo, recimo, penologija je v socializmu verjela, tam tudi je bilo vgrajeno to, da se ljudje lahko izboljšajo, ne. In to je res, lahko se, ampak patološki tipi se pa ne morejo, tam pa ne deluje to, ne. Kazen deluje na, bi rekel, dosti tudi na asocialne, pa ne vem kakšne ljudi. Sčasoma se lahko to spremeni, pri patoloških tipih se pa to ne zgodi, ne, to je pa, in oni so tudi tragični v svoji usodi. Njihova usoda je ponavadi na koncu samomor, ne. Tako da to ni zelo enostavno. Mi kot nacija smo prej, bi rekel, prepohlevni, prehlapčevski, čudni taki, ne, ampak izgleda, da zato, da pol preživimo, ne. Ne vem, to ne bi, ne, tako. No, ker se mi zdi, da tudi ta roman se ukvarja ravno s tem, z enim od takih likov, ki ga lahko srečamo kjerkoli, hkrati pa nosi za sabo eno celo zgodbo, ki jo razkriva ta roman. In se mi zdi, da najprej, kar sem jaz pomislila, je, da beremo kriminalko, ampak ne kriminalko v smislu, kdo je kriv, ampak na kak način je kriv, ne. Je to sploh kriv, ker kot ste rekli, to so neke patološke osebnosti, ali so te osebe krive v tem smislu, kot jo mi poznamo, ne. Se mi zdi, da odpira ogromno vprašanj, no. Ampak v vsakem primeru je to psihološka študija. Se mi zdi, da to nakazuje tudi Freudov citat na začetku in moja druga asociacija so bile te njegove študije, s tem, da tokrat pa nimamo enega Freuda, ki bi analiziral tega lika hladno, ampak imamo lika, ki nam govori sam. Ja, to je literatura, ne. Ja. To je, ja, v tem je razlika. Ne vem, zdaj, jaz sem malo že pozabil, ampak v resnici je
patološkost se zelo zgodaj, v najglobjem trenutku, se pravi takoj po rojstvih se začne razvijati in je tako globoka, da je ne morejo izčistiti. In te ljudje so v resnici polni tesnobe, polni grenkega. Mi jih moramo kljub vsemu temu kot literat na prvi stvari, jih moraš zagovarjati. To je, ne smeš jih obsojati, ne smeš biti zoper njih, ne. Lahko samo napišeš takole, recimo je bilo, ne. Ne smeš pa biti tukaj moralist, to je pa, bi bilo zelo grdo in tudi to ne bi bilo umetniško delo, ampak bi bila neka bedasta, nestrokovna propaganda. Tako da tukaj je pač en poseben model. Nisem pa hotel iti v ta klasično kriminalko, kjer se dokazuje krivda, kjer se dokazuje na materialnih osnovah to, da je nekdo nekaj kaznivega storil, ne. To je, tukaj so zločini enostavno sprejeti kot dejstvo, ne. Tukaj se samo norčujem včasih iz sodišča, ne. Sodišče je včasih malo tako, ampak drugače pa tukaj se jaz ne ukvarjam z, bi rekel, epistemološkimi vprašanji, kako prideš do kriminalca, da ugotoviš, da je to ta in da je to nedvomno ta in vsi dokazi materialni morajo taki biti, da se lahko reče, da ni izven dvoma, ne. Ker mi tudi lahko vemo, da je nekdo nekoga ubil, ampak obstaja dvom, a je to on res naredil, ne. Ali pa, a smo res dokazali, da je naredil. Ker teh vprašanj okrog dejanskega umora je zelo veliko, ne. In je ta pot, metodološka pot, kako priti do rezultata, do tistega, zaradi česar bo nekdo sedel v zaporu 20 let. A veste, to niso tako enostavne stvari, ne, da bi zdaj tam rečili, ta je kriv, pa, ne, ali pa se je priznal, ne. Recimo, to je najbolj pogosto, ja, se je priznal, da je kriv, ne. Pa sploh najbrž lahko ni res, ne, to je treba vse materialno dokazati. S tem se jaz nisem ukvarjal. Nisem se ukvarjal niti s kriminalističnimi zasliševanji, ki so tudi posebna taktika in metodika je to, kako se to sprašuje. Recimo, da sem bil sam nekoč spraševan na ta način, ne. In sem se elegantno izvozil, sem dobro izvozil. Ampak, ne, v enem drugem romanu to pišem. No, ampak tako da to ni taka kriminalka, kjer bi napetost držala v tem, imate več tipov, ne, vrst, kjer vi kot bralec veste, kdo je zločinec, pa vam to pisatelj pove, imate tiste, kjer vam nihče ne pove, pa morate celo zgodbo iti, ne. Lahko imate retroaktivno, ne. To je veliko tipov pripovedi kriminalke, ki jih lahko gledate in ki so lahko zelo uspešni, ne. To so zelo dobre stvari. So napete, nas vleče zgodba, kdo je tisti, ne. In jaz vem, ker sem si knjige sposojal kot mulc v knjižnici, sem na sred knjige napisal s svinčnikom: Franci ga je ubil. Pa ni bilo ne Francija, pa ne onega, ne. Ampak vedel pa sem, da bo to zavajalo tistega, ki bere, ne. To sem pa zmeraj vedel, ne. Tako da prav z užitkom sem napisal, ta je morilec, ne. Ne. Tako da to nas vleče, ne. Tukaj sem probal en drug tip, eno drugo strukturo, ki upam, da funkcionira, ampak je pa pisana na amoralen način, ne. To se pravi, da on sicer ve za vse, kar je narobe, ampak to se ga niti ne dotakne, ne. In tudi dejansko vsi primeri zločina, ki so tukaj noter, so bili v časopisih obdelani. To je recimo po realnih kriminalcih narejen, to ni narejen po nekem izmišljenem ali pa nekem inšpektorju, pa to, ne. To je bilo, ne. Poleg tega sem bil pa kot pisatelj povabljen, evropski projekt je bil to, da bi s kreativnim pisanjem šli v zapor in tam pač nekaj zapornikov, verjetno ne skrbnih deliktov, ampak kaj drugega, ne, da bi z njimi se šel kreativno pisanje. Jaz tega pol nisem sprejel, je to sprejela Cvetka Bevc. Jaz ne vem, kam je to pol prišlo, kako je prišlo, kaj je naredila, ampak to so, spomnim se pa, da na Lud literatura enkrat prišlo pismo enega kriminalca, ki češ jaz se bi izpovedal, ne.
ampak so se fanti tam neki posmihali, jaz sem bil tih, sem si mislil, ne, to je najbrž kar v redu, ne, ampak dobro. Tako. Je zato, ker tudi sam pizzerist na neki točki reče, nisem trdil, da nisem kriv, nikoli nisem priznal, da sem kriv. Torej, on ves čas priznava sicer, kaj je naredil, ampak ni pa to, kar bi nam dalo zadoščenje. Ne? Zato, ker še na koncu si vedno mislimo, da ne, ni to, kar hočemo od tega človeka. Ne? Se mi zdi, da to je ravno tisti del kriminalke, navadne kriminalke, ki ti da na koncu zadoščenje, tako pravici je bilo zadoščeno, se tu nikoli ne zgodi. Ves čas smo v tistem, ampak kaj je sploh krivda? Se mi zdi, da s tem vprašanjem potem obstanemo na koncu. Patološki tipi se tega ne vprašajo. Zaradi tega, ker on ne čuti krivde kot krivde. On živi drugače. Ne? On nima empatije. On nima empatije, da tam nekoga reže pa ne zločinsko z njim počne, kako ta človek trpi. To njega ne zanima. Njega zanima njegov ego, njegov užitek ob tem. A veste, in to so res patološke stvari. Tako da, recimo, če pogledate, se da v resnici, se da skoraj vsak roman razglasiti za kriminalko, kjer je umor, ali pa kjer se recimo mož pa žena kregata, pa se mučta, to je kriminalka, to je zelo huda kriminalka, to ni enostavno. Tako da te patološki tipi nimajo empatije, On ne razmišlja, on niti ni sposoben tega partnerskega odnosa. On je sposoben samo parazitskega odnosa, kjer zlorabi vsakega okrog sebe za to, da pridobi recimo pivo, se njemu vsem kaj. Tako da, in ko se življenje nekako konča v zaporu, recimo nam zdaj v imenih govoril, naredijo običajno po 2-3 letih samomor. Ker je življenje tako spraznjeno. Oni ne morejo potešiti tega potrebe po uničevanju. Ima strašno potrebo po uničevanju. In to jaz trdim, da imamo to vsi ljudje. In to je v nas samih. In če nas družba pritisne do konca, smo sposobni to narediti. Tako da smo mi kaj boljši, mi smo samo seveda podrejeni nadjazu, tako živimo in smo mirni. Ampak če nas bi pripravili do konca, da nas res pritisnejo, da nas prepričajo, potem lahko postanemo kriminalci. To je za vsakega držim. V vsakem zaporu je opeka za vsakega med nami. Ali to naredi na cesti, ko nekoga recimo z avtom zbiješ, to je v resnici umor. Zato, ker tega ne bi, če bi kar lahko nesrečna okoliščina, blablabla. Potem je vsak samomor je umor. Mi bi morali raziskovati vse samomore, ker samomor je, recimo jaz vem za primere, ko sem bil ne praksi tukaj, ampak na Bledu, kjer sem jaz trdil, da je partnerka pripravila tega človeka do samomora. In to je umor. To je on se sicer sam pokončal, ampak napeljan in izsiljen je bil pa on sam. Tako da mi se vedno, tudi pri samomorih, se morajo patologi in tudi policisti spraševati, kaj je zadaj, kaj je tisto. Ponavadi je, da je tako, da je na hitro, je pri odraslih ljudeh je cela paleta problemov, ki jim on ne more več rešiti. Pri mladostnikih je pa samo en. Tako da mladostniki, ko naredijo samomor, je neka ljubezen ali pa neka za nas popolnoma trapasta zadeva. Ampak tudi to je treba raziskati, ker recimo mi smo narod samomorilcev. Ampak to je večinoma alkohol, in o stanju alkoholiziranosti to naredijo. Ne vidi izhoda, ne najde izhoda, on ga išče, ampak išče ga na napačni strani, ga ni pa tako naprej. Tam ga ni, kjer on misli. Tam ga ni, kjer on misli, da je rešitev, tam je ni. On mora iti po pomoč, pa tako blabla. Torej del krivde, če sem spet pri krivde, nosi družba. In če se vrnemo nazaj k tistim avtoritativnim sistemom, ti sistemi. Ste verjetno gledali kratek film o ubijanju. To je film tega poljskega režiserja pokojnega,
ki je posnel film, kjer polovico filma moški, zato da bi prišel do avtomobila, do tiste grde lade, ne, ubije taksista. Drugi del je pa to, da država ubija njega. On je v zaporu in ga ubijejo. Mu je smrtna kazen. Ne. In tudi to je umor. Tako da tukaj niso enostavne stvari. Ne. Kaj je že bil Krištof? Ne. Ampak tako, to so zelo, mislim, te relacije, veste, dokler je država, družba med seboj normalna, tolerantna in tako naprej, vse lepo dobro funkcionira. Ampak če pa družba začne patološko, ne, recimo ta sovražni govor je zelo nevarna situacija, ker prerašča vzbuja čustvo, vzbuja odpor, vzbuja negativnost in prerašča lahko v nasilje. Ne. Prepir se vedno lahko konča z nasiljem in nasilje se konča z ubojem. Tako naprej. Ne, ampak tako da, če se vrnem k Dostojevskemu ali pa ne vem, veste, Dostojevski govori o neki grozni krivdi. Ne. Veste, recimo tele bratje Karamazovi ali pa Idiot ali pa kaj se jim tista, kaj je že, Zločin in kazen. Ne. To so umori, ki so pač recimo pri tem bratje Karamazovi, ne, veste, to je očetomor. Vi imate še en drug, v ruski literaturi še en tak primer, ampak to so najstrašnejše stvari in so patološke, ne morete nič drugega, ne, in to tako naprej. Ampak krivda je, veste, mi imamo to katoliško, ne, krivdo, ampak oni je ne čutijo, oni je nimajo, ne, za njih krivda ne obstaja. Oni so naredili tisto, kar so hoteli narediti in se ne sprašujejo, to prav ali narobe. Oni sicer vejo, da je formalno narobe, ampak oni so potešili svojo potrebo. No, ampak da ne bova samo pri teh temačnih temah. V bistvu celoten roman je prežet tudi satiro, z ogromno satire pravzaprav, na te sisteme, na v bistvu najmanjše malenkosti, ravno zato, ker ta pripovedovalec dopušča to nek pogled, ki ni cenzuriran, no, nek čist neobremenjen pogled, v katerem on lahko pove točno to, kar misli in si včasih tudi nasprotuje. Ne. Na neki točki recimo reče, kako humano in razumevajoče, kar sedečega so me poslali sedeti. Torej pač glavni lik je na vozičku in se v bistvu kar rahlo norčuje iz svojega stanja, zato ker poskuša na tak način si tudi, ne vem, verjetno osmisliti en del svojega bivanja tam. Predlagam, da mogoče preberete en odlomek z romana. Bi komentiral mi pri tako hudih stvareh, veste, ko si invalid in te pošljejo sedeti, že sediš itak na stolu, ne, ker se ne moreš premikati, pa te pošljejo pa sedeti, ne, v rest, kot mi reče, gre sedeti. Ne. A veste, ne obstaja nobeno zdravilo, ga ni razen humor, razen posmeh te situacije, ne, razen, bi rekel, in tudi ni odgovora na to. To ne moreš preživeti drugače, kot da rečeš, ja, sedečega so me poslali sedeti, ne, pa to je kontradikcija v stvari, če sam stav gledaš. Pa tako. Tako da mora to biti. Mi se rešujemo, v najhujših situacijah je humor ali pa ta, bi rekel, mal distanca. Ne. A veste, jaz se spomnim, sem otrok bil, pa je bilo kaj tragičnega, pa sem imel tega gluhonemega prijatelja, pa je neko, se je začel pačati, ne vem kaj, in me je rešval. On me je rešval s tem, mati je bila težka, pa težila, le treba slovenščina, pa ne vem kaj, ne, se pa ona okrog obrnila, in jaz sem bil odrešen. On je mene rešil. Te stiske, pritiska matere, kakšen si, ne, lump, pa to, pa sam podpise dam nositi, pa tak. Ne. Kaj ti ostane? Ja, da snorca delaš, ne, kaj pa češ? No, tako, malo za hec. Nič, nekaj bom prebral, slabo berem, ker slabo vidim, pa tekst je tudi bolj zoprn. Ja, no, to je ta del, ne. Ja. Vedno me čakal denar.
20 evrov za najcenejšo pico, po 3 dostavkih sem le doumel, da drobiža niti ni treba vračati, ker sem ob drugi dostavi dobil nastavljen bankovec za 20 evrov in razliko od prejšnje dostave, se pravi 6,5 evrov, kar sem vrnil pri prvem naročilu. Pri 5. dostavi me je zopet čakal bankovec za 20 evrov in dvakratnik ostanka od prejšnjih 2 dostav. To pomeni 13 evrov. Skupaj sem imel od 5 dostav 32 evrov in pol napitnine, kraljevsko, vendar pa tako naprej. Nekega jesenskega četrtka pa je bila igra prekinjena. Vrata naročnika, pomislil sem tudi, da morda naročnice, ne, to moraš pomisliti, jasno, ne, so bila opazno bolj odprta, kar je pomenilo, da avtomatični zaklep, ki preprečuje vstop v stanovanje, ni aktiviran. To sem razumel kot povabilo v prostor in ker sem moral pico dostaviti, sem stopil v predsobo precej velikega stanovanja. Po velikosti sem sklepal, ker so bila že podobna predsoba velika in ker je bilo veliko vrat v druge prostore stanovanja. Kar naprej, sem zaslišal moški glas iz ene od vseh sob. Vstopil sem globje v prostor, slišal sem za svojim hrbtom, kako so se vhodna vrata zaprla in kako se je premaknil varnostni zaklep. Zvok ob zapiranju je dokazoval, da se je sprožil tridelni jekleni zaklep, ki je vrata povezal z okvirjem. Vedel sem, da sem v pasti. No in tako on, ker pač prinesel to pico, on ni vedel, da je pravzaprav zasledovan in da ima on nekaj, kar on ne ve, da je zelo dragoceno za nekatere. In oni zdaj tukaj ta skriti predmet poželenja, ne, kjer oni hočejo do tega priti. Kaj je v tem, pa se nekako ne zve. Ne. Je pa res, da to temelji na pravem bančnem ropu, ki se je zgodil, meni se zdi 2007 ali 2002 v banko tam Korabaru pri Ljubljani, ne, kjer je prišlo do hudega ropa in kjer so eno od kaset odtujili. To je tudi bilo namignjeno, drugače so pa razbili 400 kaset, da so pobrali denar pa bla bla bla, pa nekaj, jasno tisti, kakšna stara mama, kakšen prstanček spravlja, pa veš kaj, ne, brez veze. No in potem posledice tukaj so bile pa kar hude. Ena od teorij zarote, ki lahko verjamemo ali pa tudi ne, je to, da je bil not spravljen načrt za državni udar v Sloveniji. Ne. V državnem udaru imaš pa ti sezname ljudi, ki jih je treba takoj odpraviti, ne, ali z zemlje spraviti ali zapreti, ali ne več, moraš paziti, da jih poloviš, ker če ne, ti ne uspe. Ne. Poleg drugih mehanizmov, ki jih moraš sprožiti za to, da uspe. Se mi državljani ne bi vedeli. Mi bi enostavno slišali glasbo, pa rekli bi, pa Unija odstopil, tega ni več, pa to nekaj bi zamenjevali, pa konc, pa šlo naprej. Tako da, no in ta mlad človek je pač padel v to past tega, da je on imel to kaseto. Ne. In vsi ga zasledujejo, vsi ga iščejo, vsi ga hočejo. In pol jasno, država najame kriminalce za to, da bi mu vzeli. Ne. Ona se ne more ukvarjati z redno policijo, pa to, ker takoj pride do političnih problemov. Ne. In te kriminalci pač hočejo jasno še zaslužiti, pa še vse ostalo, pa svoj ta ego zločinski hočejo izpolniti in to jim uspeva. Ampak ta človek je še vedno lastnik te škatle in on sedi na te škatli in oni tega ne vejo. Ne. On tudi ne ve, kaj not, ne. Ta temni predmet poželenja. No in pol so vsi ti primeri, to so realni primeri iz časopisa Delo, to si jaz nisem zmislil. Je razen tega vzroka, zakaj do tega umora prišlo. Ne. Vodi jih pa pač en od policistov, ki ima posebno moč, ker je pač del ene strukture druge in tukaj se začnejo pač te problemi, ko država postane del kriminala. Ne. To je najhujša oblika, ki jo lahko državljani doživimo.
kot država uporablja zoper lastne državljane kriminalna sredstva. Ne. To individualno ti lahko naključno, statistično, kakorkoli naletiš. To je vedno možno. Ampak da pa je to sistemska oblika uničevanja ljudi in svobode in demokracije in vsega tega, zato ker je tvoja želja po oblasti, ki je v resnici glih tako deformirana oblika življenja in patološka, to je pogosto patološka, to se vidi zdaj zdaj ne vem kam rekel, ampak vidimo, da je to patologija in to se ne da zbrisati, ne, to se ne da uničiti, to se ne da nič. Tako da edina pot bi bila demokracija. Ne. Ampak dobro. No in ta človek jih pol tako faše od vseh teh kriminalcev skozi vse te sranja gre, ubijajo edino žensko, ki bi jo imel rad, ne. To je posebna oblika in ta ženska je edino, kar ima svetlega v življenju. Ne. Tako, to je ta tragika. In jasno, se lahko zmažeš samo, če malo pokomentiraš, ne, pa dobro, naredil sem mu uslugo, da me je lahko brcnil v obraz. Ne. To, mislim, to je izjava, ali pa res je dobro me je zdelo, ne, ampak jaz sem bil na boljšem, jaz sem bil na Ponku, v mesariji, on je pa v svinjski vodi stal. Ne. Vsaka pozicija ima svojo, bi rekel, slabost. Ne. Ampak kjera je hujša, pa ne veš. Ne. Tako da vedno nek izhod. Veste, to imajo Angleži zelo dobro. Jaz sem poseben roman je, ki ga je napisal Defoe, ki obravnava eno žensko, ki je moralno problematična. Ne. To je tale Moll Flanders. Ne. Ja. No, ona tudi neprestano perpetuira to, bi rekel, seksualitete, pa vse to, ne. Ampak kaj se ta Defoe se norca dela, ne. Medtem, ko pri temle Poljaku, ameriškem pisatelju, ki te ženske pa ne vem kaj, ne tam, ne, pa tega humorja ni, ne, in zato so zadeve mučne. Toliko. Prebral sem slabši del, ampak si lahko kupite, pa boste videli, da se to Ja, ker v bistvu imamo več čas tega rahlo, nezanesljivega pripovedovalca, ki nam, nezanesljivega z vidika, da nam on zelo nenavadnega vidika vse to pripoveduje. Ne? In zato, ker je vse prežeto z neko res tak grotesk, ne, ni to samo satira, to je že res neka samo groteska, jaz ne vem, če ta izraz obstaja, ampak on sam sebe groteskira, no, prikazuje kot nenavadnega, to je za milo rečeno nenavadnega lika. No. Po drugi strani pa nam poskuša povedati, da je to vse, kar on govori, to je resnično in ves čas se obrača na bralca. Jaz vam to zdaj govorim, ker vi morate to vedeti in razumeti. Pa dragi bralke, cenjeni bralci, prosim, jaz sem veste, sem galanten bedak, ne, to ni kar tako. Ja, točno, galanten bedak, točno tako se bo. Jaz sem bedak, ampak sem galanten. Tako. To je, ja, je tako, da tukaj je več ravni pripovedovalca, ne. On v resnici je nepismen, ker ima malo šole, ne. In tudi on na koncu ne more nič pisati, zato ker so ga tako pohabili, da niti ne vidi samo na eno oko, pa ne more živeti. On se ne more niti ubiti, to je njegova velika tragika. In ima tam tisto eno žensko, ki je tam v zaporu ravno tako nastradala. In ona dva zdaj pišeta te njegove spomine. Ne. Tako da on ne more, tako ga zdelajo, ne, te kriminalci, da je, veste, jaz sem to pobral pri Remarku. Remark, ne, v enem romanu opisuje nemške pilote iz druge svetovne vojne, ki so živeli v vrečah, zato ker so bili brez vseh udov. In so viseli v eni sobi in so si bral. In je grozljivo. Tako je ta zdelan, ne, ampak on ni zdelan kot vojak, on je zdelan kot kriminalc. In to je to brisanje obraza, on ne more se obrisati, on ne more nič. Ko ga vzamejo ven z vreče, ga zravnajo in ga telo boli še bolj, ne. Ampak umreti ne more. Ne.
on se stalno tudi sicer primerja z pajkom, pa s temle, ko so te leteči, slepi, ptiči, polmiši, netopirji. On se skozi nekako identificira s to tragično populacijo z naše človeške strani. Ne. On se hoče, pač uživlja se v pajka, ne, hibernira, čaka, boji se, ne, ampak je tudi skozi naprej, da bo kaj ukradel, da bo kaj, ne, da koga ubil, tudi to mu paše. Ne, tako da mu paše, pardon. Ja. No, oprostite, ampak sej najbrž to na glas. Ja, v bistvu tema smrti kot take je tudi izjemno pomembna, se mi zdi, in da na koncu, v dodatnih teh pojasnilih na koncu, je zapisano, da je ta roman nagovarja poetično resnico o smrti. In se mi zdi, da če govorimo o smrti v tem kontekstu, kar smo tudi zdaj že malo povedala, smrt je tabu v naši družbi. No? Ja, in se mi zdi, da je tak, če jo pa sopostaviš še z grozljivo smrtjo ali pa z grozljivo možnostjo nesmrti, torej da ne moreš umreti, se mi zdi, da postane še večji tabu. Na kak način potem sploh pristopiti do... Veste, kaj je, tukaj moraš biti spet malo ciničen in reči, kdor prej umre, pa dalj mrtev. Ali pa, kaj s vem, rečete, ne vem, toliko malo časa sem živ, pa sem pa tako dolg mrtev. Ne, to so taki izgovori, cinični, ampak po svoje dosti globoki. Tudi ta Freudov uvodni stavek je, da smrt pravzaprav ne more biti referirana, ne more obstajati kot referenca nečemu, ker ne vemo. Ne. Tukaj so skrite še dosti druge stvari, ampak tako da tragika tega glavnega junaka v tem, da ne more umreti, ne. Pa ni edini, ne. A veste, mi poznamo v grški mitologiji, ne, ni mogla umreti stara Sibila. Tam je bila tudi, ona je bila tako stara, da je že pravzaprav ni bilo več, ne. Ampak toliko časa ni mogla umreti, dokler se ni dotaknila rodne zemlje. In ko je se tega dotaknila, lahko umrla. To je neverjetna zgodba. Ne. Prešern je uporablja, ne. Ni mogla umreti stara Sibila. In meni se zdi, da je to tam pri bratec Andrej, na Andreja Smoleta. Ne. In tudi to so spoznanja, ki so zelo, bi rekel, dejanski vzorc. Ne. To so, da ne moreš umreti. A veste, to umreti je tudi težko. Lahko je zelo težko, lahko je grozljivo. Ne. Jaz sem tega veliko skozi dal, ker sem pač toliko star. Ne. Svoje še nisem, ampak se bo zgodilo. Tako da jaz sem tega veliko videl tudi. Tako jaz sem, recimo, ko sem bil tam na policiji v službi, sem bil prisoten pri obdukciji in sem videl smrt v popolnoma realni luči. Ne. Ko se vprašaš, ne, mislim, pa ne vprašaš, nič se ne vprašaš, ko vidiš, ne, se ni treba nič spraševati, ne. Ampak nekako te nese sabo, te vzbudi, ne. Ampak zaenkrat je lepo biti tukaj, ne, zdaj pa ne, kaj so, ne, pa tako naprej. No, to je roman o tem, ne, in tudi upanje je v tem, da pravzaprav verjameš, da se oklepaš življenja. To se moraš oklepati, to se moraš boriti za to, da si živ. To ne smeš popustiti. Pa boš, ne, se bom, počakajte malo, ne. Otroci, počakajte, se boste dobili vse za mano, ne se nič ne mudi pa tako. A veste, to je ta gorenjski vic, ne. Dajte oča, ne, veste, ko umira, pa muho gleda, pa oni rečejo, a ta ne se pustiti motiti, no, prosim. Ne. To je en tak ciničen vic, ampak drži, ne. Počakajte malo še, bom še malo, ne. No, pa tudi to povedati zgodbo. Se mi zdi, da tudi to je zelo pomemben vidik na koncu tega. Ne? Da on je tukaj zato, da pove to, kar se je zgodilo. Ne? Da ta neka vera v to, da s tem, ko poveš zgodbo, kakršnakoli že je, ki je zelo neulepšana, no, ali pa
Je spoved, ja. Tako, ne, da to, da poveš zgodbo, da ti nosi neko, ne vem, nesmrtnost. Pa, glejte, zgodbe so vse alegorije. In tudi jaz, recimo, matematika je alegorija, veste. Kdaj se zgodi nekaj? Takrat, ko ti nekaj z nečim zamenjaš. To je najpomembnejši akt, ki ga lahko narediš v poeziji, ki ga narediš v umetnosti, ki ga narediš v znanosti. In zdaj se je zgodilo to, ko je en rekel, lej 5 krav, ali pa 5 ljudi, ali pa 5 dreves. In je to ponazoril z prsti. Ne? To je prenos, ki ga rabiš za to, da razumeš. In tudi nikoli v znanosti tudi ne gre, ne? Pa tudi v poeziji ne gre direkten prenos realitete. Ker ta realiteta, mislim, se ukvarjal s tem, ne, je merjenje, tehtanje in računanje. Lahko je matematična, lahko je fizikalna, lahko je kemična, ne vem kakšna. Ne. Ampak ta ne more biti predmet diskusije, je ali ni. Lahko je znotraj znanosti, ampak poezija pa ravno tako. Ne. Poezija nosi sporočila izven tega. Bi rekel, na hitro rekel, ne, v tej teoriji komunikacij je poezija obrnjena od vseh drugih sporočilnih vrednosti. In sicer tako, da je bolj, ko je nerazumljiva, večjo sporočilno vrednost ima. Če vi to prevedete, dobite naslednje, da recimo komunikacijsko gledano morajo biti sporočila v recimo znanosti ali pa na cesti, morajo biti enoznačna. Ne smejo biti, ne, zelena je zelena, rdeča je rdeča. To je enoznačno, ne more biti nič drugega. Medtem ko v poeziji ali pa umetnosti nasploh so pa lahko, in na to se jaz lahko sklicujem, so pa lahko stvari manj, ko so razumljive, globje lahko posežejo. Ampak moraš biti pripravljen, moraš pač imeti to, da prečitaš, da probaš, ne, da greš. Ne. Tako da to je zelo tako. In nam to pomaga, to nas drži gor. Ne. Mislim, jaz si ne predstavljam sveta brez Gogolja ali pa brez, ne vem, kogarkoli, brez Cankarja. Ne. To je naš svet. Čeprav že zdavnaj je mrtev, čeprav je zdavnaj fikcija, čeprav nikoli ni bil tak, kot si ga predstavljamo, ampak je v svojih vrednostnem sistemu pa v naših predstavah, naših kvazi realnih predstavah je pa neskončno pomemben. Za nas je recimo, ne vem, ta Črtomir nikoli ni živel, nikoli ni bilo, pa ga tudi ne bo, ne, vendar izjemno pomembna figura. Ni sam fiktiven, mi ga ustvarimo in tudi bralec ga ustvari sproti. Saj to drugače ni nič, ne. To je prazno, če nekdo ne prebere, če prebere pa drugo. Pa tako, namreč. Ja. Vsekakor preberite. Če pa Ja, morda... zdaj pa kaj bolj zahtevnega. Tako. Ja. Recimo, kaj svem. Tukaj so poglavja, so tudi, veste, tako v resnici nosijo simbolne vrednosti. Ne. Tukaj je eno poglavje Dies irae, to je pač maša zadušnica. Ne. To je najbolj grozen del smrti. In tukaj je eno poglavje, ki sicer ne problematizira tega, ampak opisuje najbolj grozne stvari. Namreč ta skupina teh kriminalcev se upre družbi in začne pobijati. Ne. In potem komaj država not vstop in te pravosodni policisti naredijo red. Ampak v našem realnem zaporu je bil že ta primer, opisal ga je pa tudi Jančar. Ne. Ampak tisti je drugače. In pa tukaj ne vem, slabo vidim, dobro. Ne, čakajte, nekaj moram pametnega zbrati. Ampak to je težko. Dobro. Zbrali so nas zadnjič. Moja napaka je bila, da nisem poslušal svoje intuicije, bil sem površen sam v sebi. Tako pa se je zgodilo, kot so načrtovali drugi, enoroki Bog, to je ta, ki manipulira s temi kriminalci.
zato je imel dovolj vpliva in moči. Sicer pa se je bilo vse že nastavljeno, samo dokončati je bilo treba. Ali pa se je po zakonih dialektike pač dokončalo, kot se je. Nisem se boril proti zlu, zato sem postal njegova žrtev. To je zelo hudo spoznanje. Ne? Torej sem bil bedak. To pa ljudsko, zaključek je pa ljudski. To je prav. Ne? Do tega trenutka je moja pajkovska mreža zdržala vso težo jeklene škatle in moje duše. Duša nima teže, ne, to je hudo vprašanje. Na to sem bil ponosen. Zato sem z lahkim srcem prav naivno pričakoval, da se ne more zgoditi nič posebnega. Nihče ni imel, o tem sem bil prepričan, vseh niti v svojih rokah. Samo jaz. Ne da bi vedeli, ne da bi me videli. Vanesa, umakni se, pizdača, nikoli več naj te ne vidijo tukaj. Priznajte nesmiselnost eksperimenta. To je to, da so jih probali prepričati, da ne pišejo, ne, kaj ste kriminalce, ne briga njih to. Tam zunaj lahko svoje početje prikažete, kakor hočete, z vso glorijo in znanstveno ali pisateljsko močjo, nas pa pustite na miru. Ali vam ni jasno, da vas prav vsi sovražimo? Še upravniku, ki pravi, da je dober človek, greste na živce. Ne, to je tak. Aldo Smrekar se vam posmehuje, povsem upravičeno, s svojim spolnim organom med nami ne morete biti odrešenik, ste lahko samo velika, težka motnja. Ne trudite se razumeti našega sveta. To je res, ne moreš razumeti tega, če si normalen. Pa mi smo vsi, no. Vse to sem napisal, da bi vas v resnici obvaroval pred porazom, ki bo sledil. No in tukaj naprej se pač začne to, da te zaporniki zaprejo ta prostor in mlatijo in posiljujejo v neskončnost. Odzunaj pa ti policisti probajo not priti, pridejo not, naredijo red, ampak je prepozno. Je vse uničeno, vsi so uničeni. Tako da to je ta kataklizma groze, ki je nastala zato, ker je družba pokleknila pred zahtevami do ljudi, ki jih ne morejo izvesti. To je do kriminalcev. Kriminalci ne morejo pisati svojih spominov, pa ne vem kaj. To ni v njih. In ni krivde, ni olajšanja, ni odpuščanja, ni nič tega, kar nosi ta družba, ali pa odnos, da rečeš odpuščam, se pokorim, tega oni nimajo. Oni so prazni. In to je največja tragedija. In nihče jih ni imel rad. To je pa začetek vse groze je to, da nekaterih ljudi nimajo nihče rad. In to je sporočilo, ki ga dobijo takoj, ko se rodijo. Takoj in se to do 2., 3. leta se to naloži in nihče več ne more zbrisati. Bom povedal, štos, ko greš svojega otroka peleš v vrtec, ko je že prilagojen. On leti v vrtec in ona varuška takole naredi z rokami. Tako mora narediti. In on gre k njej. Najbolj normalno, ona se njemu odpre in otrok gre k njej. To se v redu. Ko pa to naredi otroku, ki je doma mučen, ki je doma zasmehovan in mučen, otrok ne gre k njej. Ne pozna tega giba, ne prepozna dobrote, on je ne vidi več. In ta je na poti, da bo katastrofa. Niso vsi, sigurno ne, ampak to se vidi zelo zgodaj. Tudi v šoli se zelo zgodaj vidi. Ne smeš ga, absolutno ga ne smeš označiti, absolutno z njim ne smeš tako ravnati. Moš nekdo ga, vi si predstavljate otroka, ki ga učiteljice, ne, se spostečni neki. Pa gre pa domov, doma je pa pijan fotor, pa
pa tečna mat, pa tam tudi njega, gledajte, pa kakšne so sporočila. To se pravi, da mora on imeti v šoli, saj tam mora imeti mir pred vsemi temi negativitetami. Nekdo ga mora, razrednik ga mora imeti rad, pa je. Je rešena stvar, si ga lahko kaznuje, lahko z njim ne, ampak to sporočilo mora biti dano nam vsem. Pol pa to lažje živimo, ne, do smrti pa pol, pa to. Ne, če nas pol nima več radi, ne. V resnici moramo vse zapraviti za to, da res jokajo. Pardon, pa tako, malo se hecam, malo je tako. Da so res žalostni, ne. Drugače niso čisto žalostni. Se je nadomestilo to, da pač dobiš hišo. A to je kaj grdega. Nič, ne, to je zelo lepo. To je prijetno po svoje. Samo moraš malo počakati, ne. To pa počakati. Ne bom več, ker to Mogoče lahko to strnemo v misel, da se moramo imeti radi, da ne bomo zaključili. Da ne bomo tako. No. Vi morate imeti radi. Tako. Imejmo se radi in verimo. Ne morate imeti radi, ne se imeti radi. No, tudi to, ja. Ne. Imejmo radi ljudi. Ko, gledajte, ko pa ne. Prav? Prav. To si bom izbrala kot moto današnjega večera. Če ima še kdo kakšno vprašanje, z veseljem gospod govori. S tem bi pa tudi mogoče zaključila današnji večer. Najlepša hvala. Hvala, da ste me poslušali. Z veseljem.